Moja zgodba. Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Danes v njej pozdravljam avtorico Marijo Treven, ki je zapisala knjigo Goropeke v času vojne in revolucije. Dober večer. V tej knjigi pa so objavljena pričevanja prebivalcev Goropek in razkrivajo boleče spomine predvsem na čas druge svetovne vojne. Nekaj več o tem bomo torej povedali danes v pogovoru. Pa me seveda zanima, kako je knjiga nastala oziroma kako ste se pravzaprav lotili tega projekta. To ni prva knjiga, ne, na to temo. Res je, ni. Pred približno 8 leti sem začela zbirati pričevanja domačinov z vrha Svetih treh kraljev in pri zbiranju tega gradiva sem zasledila na fotografijah tudi manj znane obraze, ki so bili slikani, torej fotografirani skupaj z domačini. Ti so bili prebivalci Opal oziroma nekateri tudi Goropek, ki so se leta 43, konec leta 43 zatekli v domobransko postojanko na vrh, ker so zbežali iz partizanske vojske. Tako to je eno izmed, bom rekla, prvih faktorjev, zaradi katerega sem se lotila tematike sosednje vasi. Poleg tega me je tudi gospod Ciril Pišlar, ki je živel kot otrok v bližini Goropek, prosil, da bi pričeval, da bi povedal nekomu svoje trpke spomine na otroštvo. Pa še živeči prebivalci Goropek, nekateri starejši, ki so bili pripravljeni oziroma so željni bili pripovedovati svoje doživetja, ta težka leta, obdobje težke zgodovine, njihove težke zgodovine. Zapisali ste, da se moramo iz zgodovine nekaj naučiti, da ne bi ponavljali napak, ki so se v preteklosti zgodile. Je pa seveda res, da nas je ta čas druge svetovne vojne usodno zaznamoval. Slovenci smo bili razdeljeni sicer že prej, ampak bratomorni boj pa je pustil sledi, ki odmevajo še danes. Ja, tako gledam tudi na današnje razprtije, na današnje vojne, da večina vojn, bi rekla skoraj vse, ne prinašajo večjega blagostanja med ljudmi, tudi boljše ureditve ne, da prinašajo pa predvsem ogromno gorja, ogromno trpljenja med preprostimi prebivalci. Tako, zdaj pa k nastanku te knjige. Kako ste se torej lotili, kdaj ste začeli? Kmalu po izidu prve knjige sem začela zbirati pričevanja, torej iskati pričevalce in zbirati pričevanja. Približno 3 leta sem to zbirala. Na srečo so mi pričevalci bili pripravljeni, so dovolili, da sem snemala njihove pogovore. Pripravili so mi tudi veliko fotografskega gradiva. Večkrat sem šla na zgodovinski arhiv v Škofji Loki, da sem brskala za dokumenti in tako je počasi po 3 letih nastala ta knjiga. Potem smo še seveda je sledilo oblikovanje pa vse še ostale stvari, ki so potrebne. Se mi zdi, da je veliko bogatstvo te knjige, da so fotografije, na katerih so posamezniki identificirani in so slike, bom rekla, dokaj dobro opisane. Knjiga je nastajala v bistvu od januarja 2019 do pomladi 2023, obsega približno 174 strani. V njej je tudi kar nekaj citiranega besedila, ki vsebino knjige dodatno obogati. Pa poleg tega so tudi dokumenti iz zgodovinskega arhiva. Pri nastanku knjige sta mi pomagali nečakinja Mateja Eniko pri jezikovnem pregledu, pa potem še gospa Petra Povirkla-Pajne pri oblikovanju in pripravi za tisk. Kljub temu, da ste bili seveda veliko v arhivih oziroma ste pregledali tudi te stvari, ki so tam zabeležene, pa so srečanja s pričevalci tista, ki so vas posebej obogatila in tam verjetno najdete tudi te razloge za nastanek te knjige. Ja, ko sem se srečevala s pričevalci, sem pri večini začutila veliko bolečino,
ki so jo nosili s sabo, saj pogosto o teh stvareh, o svojih teh grenkih izkušnjah, preživetih, niso smeli, niso upali pričevati prej. Potem pa nekateri niso kazali dovolj velikega zanimanja, da bi jim prisluhnili. Nekateri, ne vem, se ta zgodovinska resnica nekako začela zakrivati. Tako da so bili veseli in so nekateri prihajali k meni. Se spomnim enega možaka, enega gospoda, ki je prišel, bom rekla, v nedeljo kmalu po kosilu in je bil do večera in je pripovedoval, tako da. Si predstavljam, da taka srečanja potem človeka presunejo, na drugi strani obogatijo o tej plati zgodovine. Kljub temu, recimo, da ste vi učiteljica, niste vedeli veliko. Niste poznali teh zgodb, no? Zgodb res nisem poznala, čeprav izhajam iz družine, kjer je moj ata preživel teharje. Tako da smo, bom rekla, v družini smo vedeli za to drugo plat zgodovine, ki je bila nam skrita, za katero mladi, niso bili seznanjeni. Mislim, da na tej italijanski strani okupacijske meje smo pa to tudi mladi poznali, vendar ne v take globine. Me je pa pri nastajanju prve knjige zanimalo, ker sem opazila, da so razlike, ker našo župnijo nemško-italijanska okupacijska meja je razdelila in me je zanimalo, kako je bilo na nemški strani, ker sem čutila, da je bilo pa vendarle drugače kot na italijanski strani, kamor je sodil moj dom. Se pravi, Goropeke so sodile pod nemški del, tako. Vrh pa v večji meri pod italijanski del okupacije. Vas je, gospa Marija Treven, kaj presenetilo, da so k vam prišli ljudje, ki pravzaprav niso bili vaši sorodniki, pa so želeli o tem govoriti? Namreč na radiu imamo včasih kar problem, da ljudje sicer v neformalnem pogovoru kaj povejo, ampak potem pred mikrofonom se pa skoraj da zaprejo oziroma kar naenkrat dobijo neko bojazen, da se jim bi lahko še kaj zgodilo, če bi to javno povedali. Ja, res je, večkrat sem jih obiskala. Pri prvem srečanju je bilo mogoče čutiti malo več zadreg, pri naslednjih so se pa odprli pa še nekaj. Velika večina teh je prebrala knjigo, vrhovsko knjigo, tako da so nekako že to čutili, saj zdi se mi tako, ne, da so čutili vedeli so, kaj lahko pričakujejo. Tako, moje namere, ja, da to si mislim. Drugače pa so bili kar pripravljeni povedati, kot sem prej omenila, gospoda Cirila, on je želel, verjetno zaradi potomcev, da bi tudi oni vedeli, kako je bilo. Mogoče so ti ljudje težko govorili svojim bližnjim to bolečino, razkrivali te bolečine. No, že prej ste omenili, da je veliko bogastvo omenjene knjige v fotografskem gradivu. Tega iz teh časov pred in med drugo svetovno vojno ni veliko, ampak očitno se v domačih skrinjah še kaj skriva. Ja, tukaj sem bila mogoče res pri nekaterih zelo nadležna, da sem prosila, da naj pobrskajo, da sem se potem pozneje vračala in so kar našli zanimive fotografije. V veliko pomoč pri nastajanju knjige pa moram povedati, so mi bili tudi video in audio posnetki pokojne gospe France Strlič, ki mi jih je zaupal kolega gospod Rok Klemenčič, pa prav tako tudi audio posnetek gospoda Matevža Trevna, ki mi ga je pa zaupal tudi drug gospod Jože Stanonik. Torej, potem sem pa ta pričevanja zbrana, poskušala postaviti ven zunanji okvir. In tako smo dobili to knjigo, ki je lahko rečemo tudi knjiga ustne zgodovine. Knjiga je kako sestavljena? Razdeljena je tako zunanje na 4 dele. V prvem delu gre za kratko predstavitev Goropek, res kratko. Potem sledi Prva svetovna vojna, ki pusti Goropekom kar temen pečat. Večji del knjige pa obsegajo poglavja druge svetovne vojne in pa potem opisujejo na koncu še razmere v Goropekah po vojni.
Z nami je Marija Treven, ki je napisala knjigo Goropeke v času vojne in revolucije. Gre za knjigo zgodovinskih spominov na težke dni druge svetovne vojne in časa po njej v kraju Goropeke. Gospa Marija, Goropeke se nahajajo kje za tiste, recimo, ki ne poznajo tako dobro teh krajev? Ja, Goropeke so na stičišču 3 slovenskih pokrajin, Gorenjske, Notranjske in Primorske. To je majhna vasica na valoviti planoti nad Žirmi, na nadmorski višini približno 700 metrov. V preteklosti so to vas tvorile 4 velike ugledne domačije, ki so se stiskale k cerkvici Janeza Krstnika ter tvorile vaško jedro. Poleg teh večjih kmetij je bilo v obrobju še nekaj kmetij, pa nekaj bajt, kot so včasih rekli. V času druge svetovne vojne so Goropeke padle pod nemškega okupatorja. Ja, sprva so v Goropeke prišli Italijani, tako kot tudi v Žiri. Torej, Goropeke v bistvu spadajo pod Žiri, so, bi rekla, podružnica, žirovska podružnica. No in ko so Italijani zapustili Žiri in so potem pozneje prišli vanje Nemci, so Goropeke tudi obiskovali Nemci. Pravzaprav Goropečani do leta 1943 niso čutili tega težkega časa druge svetovne vojne, ker so bili nekoliko odmaknjeni od dogajanja. Je pa tukaj potekala meja, ki so jo stražili. Postavljene so bile tudi mine, če se ne motim.